Živijo vsem in dobrodošli nazaj v mojem podkastu. Zelo sem vesela, da sem spet v mojem mini studiu in da lahko snemam nove epizode. Upam, da mi bo uspelo redno to jesen. Danes bomo govorili o potenju in o tem, zakaj potenje ni nujno za rezultate pri vadbi. Ker veliko ljudi ocenjuje učinkovitost treninga po tem, koliko se potijo. Pač ja, ne pravim, feeling je dober, ampak jaz vedno opozarjam, naj ljudje ne dajajo potenju prevelikega pomena. Ker jaz sem recimo trenutno v najboljši formi v življenju, lahko bi rekla, in skoraj nikoli se ne potim. Ker tisto, kar dejansko vpliva na rast mišic, je obremenitev mišic, ustrezna prehrana in dovolj počitka. Kar pa vpliva na izgubo maščobe, je pa kalorični deficit, torej da manj pojemo, kakor porabimo. Torej, ne glede na to, ali je tvoj cilj gradnja mišic, torej tako imenovano toniranje, ali pa izguba maščobe, potenje pri tem nima pravzaprav nobene vloge. Zdaj si pa poglejmo, zakaj je dejansko tako. Mišično krčenje sprošča toploto kot stranski produkt, ne? In da bi telo uravnavalo to svojo notranjo temperaturo, se začne potiti. In ko ta pot izpari iz kože, seboj vnese pol tudi to toploto in se telo tako ohladi. Ko se krčijo večje mišične skupine, ali pa ko so mišice aktivne dlje časa, poteka več kemičnih reakcij, ki proizvajajo več toplote, zato se tudi bolj potiš. Zato se med recimo treningom spodnjega dela telesa, na primer pri treningu nog, bolj potiš, kakor pa pri treningu zgornjega dela telesa. Ali pa pri kardio vadbi se bolj potiš, kakor pri treningu z utežmi. Pri vadbi spodnjega dela telesa delujejo dejansko mišice, ko so kvadricepsi in zadnjične mišice, ki so res precej večje od mišic na zgornjem delu, kakor so bicepsi ali pa prsne mišice. In zato vaje za spodnji del telesa povzročajo več teh kemičnih reakcij in posledično več toplote v telesu, kar sproži več potenja. Torej, če pogosto delaš bolj te ciljno usmerjene vaje, kakor jih delamo pri Fit Mami, kjer v eni vaji aktiviraš predvsem eno mišično skupino naenkrat, se boš verjetno manj potila. Kakor pa recimo pri treningih, ki vključujejo več mišičnih skupin hkrati. Tukaj so pasti, ampak o tem danes ne bi. Na primer, veliko bolj se boš potila pri vadbi, ki vključuje kombinirane gibe, kakor je na primer počep plus dvig uteži nad glavo. Kakor pa pri eni izmed mojih vad, kjer delaš bolj ciljno usmerjene vaje, kakor sta na primer step up, torej stopanje na klop, ali pa počep. In razlog za to je spet ta. Pri ciljnih vajah istočasno dela manj mišic, zato se sprosti manj toplote in telo ima manj potrebe po potenju. Pač simpel. Kardio vadba na drugi strani pa povzroči več potenja, ker vključuje več mišičnih skupin, več mišičnih kontrakcij, kakor dvigovanje uteži. In te kontrakcije trajajo ponavadi dalj časa. Čeprav so te kontrakcije niso tako močne, kakor pri treningu z utežmi, jih je skupno več in pol potekajo dlje časa, zato se med kardio vadbo pogosto pol tudi bolj potiš. Potenje se tudi poveča v toplejšem okolju, ker pač ja, to je precej očitno, ampak veliko ljudi misli, da je vadba bolj učinkovita samo zato, ker se trenirajo med vročino, torej neka vroča joga, hot joga. V resnici pa se lahko bolj potiš samo zato, ker je prostor pač bolj vroč, ne glede na to, koliko mišic dejansko dela. Zato se tudi lahko zgodi, da greš recimo na to hot jogo, kjer se ne trudiš neki ful ali pa kaj preveč z vidika mišično-skeletnega sistema, pa si vseeno prelita s švicom. Ampak ni to zato, ker bi trening bil bolj učinkovitejši, ampak preprosto zato, ker je v prostoru bolj vroče. Z vidika skeleta oziroma fizičnega napora pri hot jogi v resnici ne delaš zelo intenzivno. Mišic ne aktiviraš v neki veliki meri, ampak se lahko bolj potiš kot pri treningu z utežmi, ker mišice res učinkovito in močno delajo. Ampak se zaradi hladnejšega okolja v bistvu potiš manj, ne? Zato ker pač ni tako vroče. In ena pogosta zmota je to, da več potenja pomeni več porabljenih kalorij. Res je mogoče, da potenje porablja energijo in s tem kalorije, tako da tehnično gledano bi lahko sedela v savni, se potila in pri tem porabljala kalorije. Ampak to nima nekega velikega vpliva na izgubo maščobe ali pa rezultate pri vadbi, ker količina kalorij, ki jih porabiš s potenjem ali pa vadbo, predstavlja le nek majhen del tvojega celotnega porabljenega energijskega
izdatka in zato ne vpliva bistveno na izgubo teže. Žal. In razlog za to je tako imenovana teorija omejene porabljene energije. Ta pravi, da v bistvu telo po določenem številu porabljenih kalorij zaradi nekega gibanja doseže plato, kar pomeni v bistvu, da preneha dodatno povečevati porabo. Ko porabiš neko določeno količino energije z vadbo ali pa recimo s potenjem v savni, telo začne zmanjševati porabo energije iz drugih telesnih sistemov, ki prav tako potrebujejo energijo. Vem, ja, to zveni malo zapleteno, ampak gre za nekaj, o čemer jaz pogosto govorim. Ta energijska meja je pri vsakem posamezniku drugačna. V povprečju pa znaša okoli 800 aktivnih kalorij na dan. Ko telo preseže tistih približno 800 kalorij, preneha povečevati skupno porabo energije. Torej, aktivne kalorije so tiste, ki jih porabiš za vse gibe v dnevu. Recimo, to vključuje tudi pogovarjanje, mahanje z roko, nemirno premikanje, tresenje od mraza, tuširanje, vadbo in tudi potenje nenazadnje. Mogoče se ti teh 800 aktivnih kalorij zdi veliko, kakor da bi jih mogla to pokuriti sam na treningu, ampak v resnici to niso samo kalorije iz vadbe, ampak vsa energija, ki jo porabiš čez dan, poleg tiste, ki jo tvoje telo potrebuje zgolj in edino za osnovne življenjske funkcije. Torej, dihanje, delovanje srca, na primer jaz dosežem teh 800 aktivnih kalorij z neko 30-minutno vadbo, 35-minutno vadbo, 30-minutnim sprehodom in z nekimi vsakodnevnimi opravili. Ja, pa smo že na 800. In pri nobeni od teh dejavnosti se sploh ne spotim. Ne spotim se, razen če je zunaj res vroč dan. In ko dosežeš to mejo 800 kalorij, telo dobi signal, ok, stop, zgubljamo energijo, treba jo je malo prihraniti za nujne primere, in zato začne varčevati. Porablja manj energije za prebavo, manj se giblješ spontano, manj mentalne obdelave, manj celičnega čiščenja. Torej, ko presežeš to mejo, ne kuriš več kalorij kot to. To je podobno kot nek tvoj telefon, ki pride v način varčevanja z baterijo, ko baterija pade pod določen nivo, telefon ugasne aplikacije. Nekako zatemnite zaslon, da bi prihranil energijo, ali pa špara in tvoje telo deluje na podoben način. Skratka, ja, potenje lahko porabi nekaj kalorij in res je, da se tudi v savni kuri energija, čeprav sam sediš, ampak poraba kalorij ni nekaj, na kar bi se morala ti osredotočiti, če želiš vidne rezultate pri vadbi. Poleg tega ti potenje ne pove nič o tem, kako učinkovito mišica dejansko deluje. Če je tvoj cilj rast mišic, neko toniranje spet, kar bom rekla, kar je v bistvu izguba maščobe in pridobivanje mišične mase hkrati, pol ti količina potu pri tem res ni pomembna. Najpomembnejši dejavnik je v bistvu, kako blizu odpovedi mišice prideš pri določeni vaji. Raziskave kažejo, da mišice najboljše rastejo, ko vajo izvajaš skoraj do odpovedi. Torej, v nekje v okviru 30 ponovitev ali pa manj, na primer, če delaš upogib komolca, bi morala nadaljevati s ponovitvami, dokler ne začutiš, da ti moč mišice popušča, da se hitrost gibanja upočasni in imaš občutek, da še komi stisneš mišico za eno ponovitev. Lahko bi sicer zbrala vajo, ki te ful utrudi in povzroči veliko potenja, recimo narediš 50 burpeejev. Ziher se boš pri tem bolj spotila in občutila napor, ker dela kar nekaj mišic hkrati dlje časa, ampak taka vaja ni učinkovita za rast mišic ali pa neke konkretne rezultate, ker nobena mišična skupina ne pride blizu odpovedi. Ti pa delaš ne vem koliko mišic hkrati. Moraš delati dovolj natančno, da je mišica na koncu tako utrujena, da ne bi mogla narediti recimo še ene ponovitve. To je v bistvu ta primerjava med količino in kakovostjo pri vajah, kakor so burpeeji. Ker je veliko mišic aktivnih, velika količina, ampak kakovost stimulacije posamezne mišice je prenizka, da bi prišlo do resnih sprememb. Po drugi strani pa, če delaš biceps upogib in vajo pripelješ blizu odpovedi v manj kot 30 ponovitvah, se mogoče sploh ne boš spotila ali pa mogoče malo, če se pač hitreje potiš, ampak ta mišica bo dobila tisti pravi dražljaj za rast in spremembo in posledično oblikovanje telesa, če si to želiš.
In če ta pristop ponoviš in vsako mišično skupino obremeniš tako, da jo pripelješ blizu odpovedi, boš dosegla veliko boljše rezultate, kakor če se samo osredotočiš na to, da se med treningom potiš in ful utrudiš. Ja, potenje je bolj lahko povezano z večjo porabo kalorij in občutkom nekega težkega treninga, ampak poraba kalorij in občutek, da je bilo nekaj težko, ne pomenita nujno, da je bil trening učinkovit. Kalorije, ki jih porabiš pri vadbi, nimajo velikega vpliva na rezultate. Zaradi te teorije omejene porabe energije, o kateri sem govorila prej. Potenje ti tudi ne pove nič o tem, kako dobro je mišica dejansko obremenjena. Najbolj zanesljiv način za dosego rezultatov je: izberi eno vajo, ki cilja eno mišično skupino. To vajo pripelji blizu odpovedi v nekje 25 do 30 ponovitvah ali pa manj. Poskrbi za dober počitek in regeneracijo. Jej dovolj beljakovin in ta proces ponavljaj znova in znova. Torej, potenje se pri tem lahko zgodi in v tem ni nič narobe. Vem pa, da je občutek lahko dober, ampak ni pa nujen del enačbe za napredek ali pa rezultate. Upam, da ti je bilo to v pomoč, v neko širše razumevanje celotne slike, da ti je razjasnilo stvari in se vidimo naslednjič. Lahko mi pa tudi napišeš, katera stvar te še zanima. Se vidimo, čao!